Auschwitz se nahaja 60 kilometrov zahodno od Krakova in je največje in eno najzloglasnejših nemških koncentracijskih taborišč druge svetovne vojne, v katerem je življenje izgubilo več kot 1 milijon ljudi. Sprva so v taborišče prihajali politični zaporniki. Kasneje so se jim pridružili drugi, in sicer Poljaki, Romi in Sinti, ruski vojni ujetniki, največ pa je bilo Judov. Z gradnjo taborišča so pričeli leta 1940. Najprej je bilo zgrajeno delovno taborišče, nakar so začeli z gradnjo uničevalnega taborišča. Sestavljen je iz 3 taborišč. Iz koncentracijskega taborišča, ki se je imenovalo tudi Auschwitz I, iz uničevalnega taborišča v Birkenavu oziroma Auschwitza II. V Monovicu pa se je nahajalo delovno taborišče ali Auschwitz III. Taborišče Auschwitz I je bilo matično taborišče. Nad vhodom vanj je napis Arbeit macht frei, kar v prevodu pomeni delo osvobaja. V resnici je bilo ravno obratno, ker je delo postalo druga oblika genocida, saj so ujetniki morali delati do onemoglosti. Če niso več mogli delati, so jih hladnokrvno ustrelili. Ker so bili ti ujetniki namenjeni za delo, jih niso takoj usmrtili. Pobrili so jim lase in jim vtetovirali registrske številke. Dobili so raztrgana oblačila, ki so jih nosili med delom in med spanjem. Tistih ujetnikov, ki so jih poslali neposredno v plinske komore, niso registrirali in jim vtetovirali številk. Taborišče je bilo obdano z bodečimi in električnimi žicami. V njem je bilo več opečnatih stavb oziroma blokov za bivanje. V drugem bloku se je nahajal bolnišnični oddelek, v tretjem pa so bivali politični zaporniki. Tam je bila tudi osrednja pisarna. V Auschwitzu I je danes muzej, kjer so shranjeni predmeti, ki so jih ujetniki prinesli s seboj. Od oblek, čevljev, odej, zobnih ščetk pa vse do brivskih čopičev, protez, očal, orodja in tako naprej. Razstavljene fotografije grozljivo pričajo, kako so ljudje z željo po boljšem življenju čakali na vlak, a niso vedeli, da pelje v smrt.
Ko so ljudje izstopili iz vlaka, so jih vojaki razdelili na dve skupini. V prvi skupini so bili močni in zdravi moški za delovno silo, v drugi pa so bili nebogljeni, starejši, ženske in otroci, ki so jih poslali v smrt v plinske celice pod pretvezo, da se bodo oprhali. Kovčki in torbe so zaman čakali na lastnike, ko so prispeli na cilj. Njihovo vsebino so si vojaki prilastili, dobro ohranjene stvari so prodajali naprej v Nemčiji, drugo pa uničili. Najbolj grozljivo je bilo videti ostanke las, ki jih je bilo kar 2 toni. Iz las so tkali posebno toplo tkanino, ki so jo nosile bogate Nemke. V drugi sobi je bilo polno fotografij otrok, tudi tistih, ki so pred fotografski objektiv stopili popolnoma goli, ko so na njih izvajali različne poskuse. V tem taborišču so izvajali krute medicinske poskuse na moških, ženskah in otrocih, zlasti dvojčkih in pritlikavcih. Ženskam so pri polni zavesti, brez anestetikov, izrezali maternice. Pri tem je umrlo veliko ljudi, njihove organe pa so uporabili za nadaljnje poučevanje. Izvajali so prisilne sterilizacije in kastracije odraslih. V bloku 29, Frauenblock, so izvajali prostitucijo. Pred črnim zidom za blokom 10 in 11 so potekale usmrtitve zapornikov. Zapornike so privezali na drogove in jih tako prisilili, da so gledali, kako so streljali druge zapornike, na koncu pa so ustrelili tudi njih. Večina zapornikov je v Auschwitzu preživela le nekaj tednov ali mesecev. Tiste, ki so bili bolni ali prešibki za delo, so nemudoma poslali v smrt v plinske celice. Taborišče Auschwitz II se nahaja v Birkenavu in je največje uničevalno taborišče. Vključuje oddelke za ženske, moške, Rome in družine, deportirane iz geta Theresienstadt. Namenjeno je bilo iztrebljanju evropskih Judov. Od marca in junija 1943 so bile zgrajene 4 velike stavbe s krematoriji, v katerih je v 24 urah v eni peči zgorelo okrog 400 ljudi. Ujetniki so spali v lesenih barakah brez kurjave.
V eni je bilo več kot 350 ujetnikov. V eni postelji se jih je stiskalo po 6. V baraki s sanitarijami je zelo zaudarjalo, zato stražarji vanje niso vstopili. Zaporniki so imeli omejen čas za veliko ali malo potrebo. Prhali so se z mrzlo vodo. Prhe so bile edini kraj, kjer so se lahko dogovarjali in pogovarjali in tako naprej. Obroki hrane so bili izredno skromni. Zapornike so dobesedno izstradali do smrti. Vsak taboriščnik je zvečer dobil 300 gramov kruha, ki je bil največkrat plesniv, zjutraj pa samo pol litra črne kave ali pa nekakšno zeljno juho. Za kosilo so 4-krat na teden dobili mesno juho, ampak večino mesa so že pobrali v kuhinji. Sicer so dobili redko zelenjavno juho. Ob takšni prehrani in trdem delu so redki zdržali več kot 3 mesece. Zaradi slabe higiene in pomanjkanja vode je 80% taboriščnikov dobilo diarejo, veliko pa jih je imelo naglavne uši. Zboleli so tudi za malarijo, jetiko, skorbutom. Pobeg iz taborišča je bil skoraj nemogoč. Poleg električnih bodečih žic so na stražnih stolpih oprezali stražarji, oboroženi z mitraljezi in avtomatskimi puškami. Pobeg je uspel le 300 ujetnikom. Nekateri ujetniki so naredili samomor, tako da so se vrgli na električne žice. Nemci so plinske celice novembra 1944 razstrelili, da bi prikrili svoje zločine pred bližajočimi se sovjetskimi silami. Birkenau je bil osvobojen 27. januarja 1945. Osvobodili so 3000 ujetnikov. Od leta 1940 do 1945 je v Auschwitzu umrlo 1 300 000 ljudi, od tega 1 100 000 Judov, 140 do 150 tisoč Poljakov, 23 tisoč Romov, 15 tisoč vojnih ujetnikov iz Sovjetske zveze ter 25 tisoč zapornikov različnih drugih etničnih skupin, med njimi je bilo 1331 Slovencev. Kar pomeni, da je bilo 90% žrtev prav Judov. Obisk muzejskega dela in obeh taborišč nikogar ne pusti ravnodušnega, je pa priporočljivo imeti voden ogled. Gre za enega najbolj obiskanih muzejev, saj so v letu 2017 našteli 2,1 milijona obiskovalcev. Muzej je danes nema priča grozot, ki so se tam dogajale med drugo svetovno vojno. Taborišče je 27. januarja 1945 osvobodila ruska rdeča armada. 12-letni deček Oleg Mandić je bil eden zadnjih ujetnikov, ki so ga rešili. Danes pripoveduje, kaj se je tam naučil za vse življenje. Že zdavnaj sem pri sebi razjasnil in doumel, da sovraštvo ne vodi nikamor. Kvečjemu v nove Auschwitze.
Zato nikoli nisem nikogar sovražil.